Denis Arkič-Vest, gospod minister, niste nič govorili, kdaj bomo umaknili vojsko iz Iraka. Sicer sta to samo 2 inštruktorja, ampak vseeno to je vseeno vojska. In potem me zanima, kdaj boste naslednje leto šli trenirati te naše vojake s kletcami in s tekom, morda na kakšno novo enoto. In zanima me, kaj je z napravo za prisluškovanje, ki jo je kupilo Ministrstvo za obrambo za potrebe vaše vojaške obveščevalne službe. Kje je, kaj se z njo dogaja, je zapakirana, ali se uporablja in kje točno? Naprimer, lahko začnemo najprej s tem. Zadnji. S temi 3 vprašanji, pa bomo šli še naprej. Ja, glede Iraka, veste, da je sklep vlade o napotitvi 2 inštruktorjev v NATO misiji za usposabljanje iraških varnostnih sil. Te naloge upravljajo, ko bo se ta čas iztekel, da je zdaj za dobo še 4 mesece, koliko bo vlada ponovno odločalo o tem, da se napoti ali ne. Glede sklec in teka, to prepustim načelniku, so kakšni kandidati v Slovenski vojski, bomo to organizirali na prijetno druženje in izvedli. Glede zadnjega, veste, da gre za zaupne podatke, tako da na to vam ne moram odgovoriti. Je pa zadeva v skladu z zakonom in predpisi. Ta država ima določene obveznosti do mednarodnih organizacij in ta država si ne more privoščiti, da ne bi izpolnjevala teh obveznosti. Povedal pa že načelnik generalštaba, da za uresničevanje teh obveznosti potrebujemo 4200 pripadnikov in vsi ti načrti so usmerjeni, da so ti maksimalno opremljeni. Vi veste, da zato, ker ne dosegamo 2% BDP-ja, da v bistvu v teh programih smo določili določene prioritete in te prioritete so te obveznosti, ki jih imamo do mednarodnih skupnosti. Tako da na vaše vprašanje danes je nemogoče odgovoriti, lahko se špekuliram, ampak tega pa ne bi želel. Denis Arkič, enkrat. Gospod minister, a mi lahko vi razložite tako bolj enostavno mogar, če ne znate drugače. Zakaj so na Hrvaškem, ko so se dogovorili, da bojo kupili Patrije, tako kot mi, njihove Patrije za 1/3 po komadu cenejše? A je to morda zaradi tega, ker Hrvati tudi boljši igrajo od nas fuzbal, ali smo mi slabi lobisti pri tem poslu, ali so tukaj te provizije v bistvu više, da na nek način pridejo do teh cen? No, jaz sem vesel, da se je Hrvaška tudi odločila za Patrije, kar pomeni, da smo se prav odločili. V začetku je bila razprava o tem, da je to sploh ustrezno vozilo, ali je to tisto vozilo, ki zagotavlja varnost, ki zagotavlja uresničevanje naših obveznosti. Očitno je to vozilo dobro, so Hrvatije boljši v fuzbalu kot mi. Pomeni, da kar se tiče izbire Patrije, je tukaj 1:1. Glede cene pa moram reči, jaz težko komentiram, zakaj je takšna cena, ker je odvisno, kaj ima to vozilo. Jaz vam lahko povem, Audi 6, ste hoteli preprost odgovor, lahko stane v tolarjih, ker v tolarjih poznam še cene, v evrih pa še nisem preračunaval. Audi A6 je lahko 7 milijonov tolarjev, lahko je pa 17 milijonov tolarjev. Pa oba sta Audi 6. To je res, ampak verjetno, če ga kupiš pri enemu kupcu, mislim trgovcu ali pa pri drugemu, lahko tudi s temi preprodajalci verjetno vmes še kaj prišparaš. No, tisti, ki je 17 milijonov, ne bo nikdar 7 milijonov, ne glede na to, kdo je kupec, pa kdo je preprodajalc. Jaz upam, da sem vam zelo preprosto odgovoril. In bi se malo delil teh nakupov vojaške opreme pa kadrovske problematike, pa bi se dotaknil zakona o verski oskrbi vojakov. Pa bi vprašal ministra, glede na to, da je predlagatelj zakona, če bi lahko na kratko pojasnil razloge za to. Druga stvar je pa ta, da glede na to, da vaša stranka ni najbolj naklonjena temu povezovanju države in cerkve, kako ste uskladili to znotraj stranke?
verjetno mislite v zvezi z obrambnim varnostnim ordinariatom, to, kar je danes tudi v enem od slovenskih medijev. Najprej moram povedati, glede stranke imamo zelo jasen odnos do cerkve in sicer ta odnos definira ustava, ki določa ločitev cerkve od države. Glede tega obrambnega varnostnega ordinariata pa moram reči, da je to projekt, v katerem so vključena še 2 ministrstva, za notranje zadeve in za pravosodje, ker on pokriva tudi policiste in pa oskrbo v zaporih. In moram reči, da ta pogajanja, ta sporazum se odvijajo na podlagi sporazuma, ki ga ima država Slovenija z Vatikanom in pa na podlagi sporazuma, ki ga je podpisala nekoč vlada s škofijsko organizacijo, kjer je določen, kakšen bo ta način duhovne oskrbe in v tem sporazumu je tudi navedeno, da se bo vikariat, ki je neka prehodna oblika, preoblikovalo v obrambni varnostni ordinariat, ki je taka pravna oseba, kot jo poznajo ostale ureditve tudi znotraj Evropske unije. Moram reči, da tako obliko poznajo v Franciji, v Nemčiji. Za Francijo veste, da imajo tudi strogo načelo delitve cerkve od države. Jaz smatram, da koliko pride do podpisa tega sporazuma, da ne bi bilo ogroženo ustavno načelo delitve cerkve od države. Bodo te vikarji zdravstveno dovolj zdravi za vojsko? Jaz predlagam, da organiziram en obisk pri našemu doktorju Klutu, da pravite en pogovor, pa te lahko sami to ocenili. Vprašanje, ki je povezano na en kadrovski problemček in sicer primer Anton Krkovič. Pred enim letom smo se v tem mestu pogovarjali o tem problemu ali izzivu in takrat ste rekli, da morate še preveriti neke podatke o izobrazbi gospoda Krkoviča. Ste v tem letu to uspeli in na katerem položaju je danes gospod Krkovič. In tako ste, če je še v tem istem položaju, tako ste to razložili vsem ostalim firmacim, ki so bili premoščeni, ki niso izpolnjevali. Na zadnje, ki je lažje. To vprašanje še proučujemo in bo vključeno do konca leta. Kako pa da eno leto že proučujete? Jaz se vam zahvaljujem za vaše izčrpno vprašanja. V koncu vas vabim v sosednji prostor, ker smo pripravili malo priboljška, glede na to, da ste zelo utrujeni, take naporni. A pa je Anton Krkovič res tak trd oreh, ali kako, da morate zdaj še eno leto? Administracija je to. Administracija.